Neverjetna vročina je to. Pravi pasji dnevi. Torej, le nisi bila zaman pri tistih 30 zdravnikih. Pomisli, ko bomo prišli nazaj v mesto, boš tako zdrava, da ti ne bo treba nikoli več k zdravniku. Sam 30 se boš zamerila. 28 že spet pretiravaš. Pa čemu toliko natančnosti? 30 je tako lepo zaokroženo število. Spet začenjaš to svojo staro pesem? Da, to je moje prepričanje. Od tega ne bi nikoli niti za las odstopil. Ali mar ni tako? Dan na dan lahko gledaš Bregarjeve, kako igrajo, opravljajo lahka kmečka dela. Vsak otrok bi zmogel to igračko. Ivan, kar oči se ti svetijo, kadar govoriš o tem? Seveda, saj govorim resnico. Za resnico se pa človek mora razumeti, mar ne? No, vsak ima svoje nazore. Zakaj jih ne bi imel tudi ti, ko si pa vendar višji svetnik? Ne bom ti ugovarjala. Veseli me, da si mojega prepričanja. Jaz čisto mislim na to. Toliko smo si prizadevali in se trudili, da bi ga spravili do boljšega življenja. Vse za manj. Ostal je, kakor je bil. Za nobeno resno delo ni sposoben. Ampak, temu bo zdaj za vedno konec. Prišel sem na imenitno misel. Pa meni se je zrgalo. Kaj pa takega, Vili? Veš, papa, spal sem in spal. Pa sem se prebudil šele jeseni. A to, Vili. To je bilo pa zate naravnost imenitno. Da, papa, prebudil sem se, ko mi je eno spadla zrela hruška. Smok je reklo. Če se da me malo skrbi. No si poveži, hruško pojej, pa bo spet vse dobro. Da, papa. Vsak dan spiš samo 20 ur. Vižata tu gor. Ampak moji živci... Ne skrbi, Klara. To bom jaz. Boš videla, imenitno bom uspel. Poglej, naša Jerca je že doma. Kaj, gospod svetnik? Če bi bila vaša, bi potem tukaj zame v sencu sedela. No, se vseeno lahko prisedete. Še misliti ne smem. Kdo bo pa delal? Vse boste še lahko naredili. Gospod svetnik, vi vedno tako pravite, ko ne veste, koliko dela. Kar hitro se moram zasukati, stresnjako to vsak čas doma. Ja, čakajte, no, Jerca, rad bi govoril z vami. Po zdaj, gospod svetnik, saj ne boste pozabili. A si jo videla? Rdeča je ko zrela češnja. Zdrav je, kar kipi od nje. Pa je vendar kmetica. Ja, ampak lepa kmetica. Že spet pretiravaš. Zdaj je najlepša priložnost, da se pogovorim z njo. Kar za njo stopim. Vse bom lepo počasi speljal na pravi tir. No, pa smo naložili to preklicano trdino, da mora Jaka še srečno pod streho spravi, potem pa bo. O, a vi pa kar doma, ja kako pa to? Ja, veste, tale senca nam najbolj prija. Pa še vi prisedite, oče Brega. Se bomo kaj pogovorili. Ho, prileglo, bi vse prileglo, ampak ne veste, koliko dela imamo. Tako hudo pa vendar ni. Vsak dan se lepo malo igrate po vaših njivah in travnikih, pa vam čas mine. Ja, da ne mislite za res, a pa ne bo po vaše. Poskusiti bi morali, potem bi pa drugače govorili. Saj vidiš, da oče nima časa za takšne norčije. Pa kakšne norčije. Pusti me, no, oče Brega, rečem vam popolnoma res. Stavim, dokazal vam bom, da naredim, kar rečem. Ampak kaj dobre volje, pa ste danes, gospod svetnik. Ampak vi, stavim za recimo 3000 evrov. To je Ivan. Pusti me, Klara, vem, kaj dela. Stavim za 3000 evrov, da vse, kar vi zdaj z Jakom in Jerco delate, jaz sam naredim.
In kar se ne šalite, gospod svetnik. Tako pa vendar mislite. Tako, kakor sem rekel. Nastaviva, udariva. No, a mislite, da se pri nas dela tako res? Oče Bregar, dokazati vam hočem, da naredim, kar rečem. No, velja stava? A veste kaj? No, če ste že tako tedratni, pa ne bo. Staviva, ampak ne več kot za 300 evrov. Se bojite? Plačati 3000 evrov ni kar tako. A veste kaj, prav nič se ne bojim. Samo vas se mi zdi škoda, ko bi morali kar naenkrat toliko denarja izgubiti. Dobro, pa napraviva tako. Če stavo izgubim jaz, plačam 3000 evrov. Če pa stavo izgubite vi, pa plačate le 300 evrov. Velja? O ne, če bo vas stavila, plačamo oba enako ali pa nič. No, tu je denar. Oče Bregar, založim. Ivan, lepo te prosim. Kar spravite, saj vam zaupam. Jaka! Jaka tu zapiši. Spravite. Kaj spravite, saj vam zaupam. Kje si, Jaka? Pridi, veš, z gospodom svetnikom, nikakor ni odnehal se Ali je živitev ali kupčija? Ja, to posod pripravlja. gospodom svetnikom sem sledila stavo, no, kar vi povejte, kako. No, poslušajte, Jak. Jaz pravim, da bom z mojo družino na vaši kmetiji 3 tedne opravljal vsa kmečka dela ravno tako dobro kot vi. Oče Bregar pa pravi, da ne bom. Kdor izgubi stavo, plača 3000 evrov. Ali je res, oče? Ja, gospod svetnik nikakor ni odnehal. Nekaj tako smešnega. Je sanjalo. Ne, Jaka mi je povedal, če njemu se tako dobro zdi, da se odsmeha, kar za trebuh drži. Oče Bregar, ravno 3 tedne mora držati stava. Niti minute manj ali več. Ne, preveč ste zavratni. Ja, kakor sem vam rekel, ali 3 dni, ali pa sploh ne stavila. Pa, zdaj mi še dopusti stavi za 3 mesece. Bili ti bi se rad naspal. Trdi ste kot krča. Pa stava mora veljati. Pa naj bo po vaši. Ja, čakajte še nekaj. Jaka, Jelca! Ja, Jaka in Jelca mu je zasira pomagala. Ja, čemu nekaj? Kaj bomo pa mi delali? Zdaj greste na dopust, ja ne pa? Kaj se še niste zmenili, pisali ste me? Ja, stavo sva sklenila z gospodom svetnikom, kaj se ne bo že slišala. No, poslušajte. Oče Bregar pravi, da bi vidva nam pomagala. Jaz pa pravim, da niti z mezincem ne. Vidva bosta samo gledala. Dela mora vendarle biti plačan. Delali ne boste. A veš kaj, Jaka, ne se sekira, boš pa za te 3 dni plačan za to, da boš ležal tamle z zaporom. Tako. Še nekaj. Jaka in Jelca ne smeta niti besedice spregovoriti o kakšnem delu. Da ne boste potem rekli, da ste nam kaj pomagala. No, če pa tako, če pa je vse zmerjeno, potem pa kar začniva. Zdaj sem pa še jaz brezposeln, da bi lahko na občino po pomoč. Če bo pa daš več kot pol dela, pa ta odpade. No, a vidite, gospod svetnik, sedaj je vse vaše. Te 3 dni ste vi gospodar. Brez skrbi. Tukaj imate ključ od hiše, to je pašve, to je od kleti pa od shrambe. Kar rabite za ulanec, imate v kletni shrambi. V kleti imate pa sod mošta. Privoščite si ga, kolikor hočete. Te 3 dni ste vi gospodar. Brez skrbi. Gospodarili bomo, da bo veselje.